Dandanes si življenja brez tehnologije ne predstavljamo več. Računalniki, telefoni, socialna omrežja. A se kdaj vprašamo, kako je bilo prej, brez tega? Bolje ali slabše? No, vsako obdobje ima nekaj svojih negativnih in nekaj pozitivnih strani in vsaka nova stvar prinese nekaj pozitivnih in nekaj negativnih posledic. Kot se moramo kulturno vesti na različnih mestih, dogodkih, na vseh področjih življenja, tako obstaja tudi kultura pisanja sporočil preko mobilnih telefonov in tudi kultura komuniciranja na družbenih omrežjih. Kako so temu kos mladi? Kako se s tem spopada mlad glasbenik Tilen Lotrič? Vsak medij ima neko svojo kulturo. Facebook se mi zdi, da je tako, da moraš biti še vseeno delno uraden, ko objavljaš objave. Tako recimo Instagram gre bolj za več ali manj za neke promocijske zadeve, za videe, kjer se pač delaš malo norca iz sebe, iz drugih, iz dogodkov pokažeš, kako so stvari v ozadju dogajajo, tako da tam smo mogoče zelo neuradni. Snapchat itak sam še za frende, sploh nič ne objavljamo tja. SMS-i pa odvisno zdaj, komu pišeš, ne? Če pišeš, ne vem, kakšnim osebam za kakšne sestanke, pišeš uradno, če ne, pišeš pač, ko govorimo, ne? Maili pa itak uradno, no? Tako da ja, kultura povsod se mi zdi prisotna. Večinoma smo mnenja, da mobilne telefone in računalnike uporablja le mladina, pa vendar je zelo veliko starejših, ki s pomočjo telekomunikacijske tehnologije ohranjajo stike s sorodniki v daljnih deželah. Jim tehnologija pomaga tako zasebno kot poslovno. Na tak način spremljajo tudi novice, izvedo veliko o zdravju ali potovanjih. Prav tako družbena omrežja postajajo vse bolj zanimiva za starejšo populacijo. Otroci, najstniki in mladina pa so tisti, ki te zadeve že popolnoma obvladajo. Ni čisto dobro, da si 24 ur gor, ampak je pa fajn, da tudi veš delati s tem, ne? Ja, zdaj nočem tle neki pametvati, pa biti nek foter, pa karkoli. Tehnologija je super, tehnologija je zakon, sploh vi, ki rastete z njo gor, oziroma tudi mi, ker si povezan, veš veliko stvari, svet se ti odpre. Sam rad bi dal en nasvet, da Instagram story, da to ni realnost, to je samo, vsak samo želi približati realnost, oziroma narediti čim lepšo fotografijo, posname iz čim lepšega kota, tako da mogoče ni vse tako, kot je na Instagramu. Tako kot na določena področja življenja, tudi sem ne spadajo kletvice. Probam, ko smo na Instagramu oziroma na spletu, da to čim manj uporabljamo, ker tudi moji sledilci so moja populacija, tako da mogoče dajemo malo boljši izgled. Drugače pa ja, ko pišemo, pa to ne dajemo noter, halo, zakaj? Če pa govorimo o kulturnih dogodkih, zasledimo trend izvajanja koncertov, predstav, predavanj in delavnic preko spleta. Niti najmanj ni primerljivo z dogodki v živo, pa vendar se veliko ljudi odloča za kulturno udejstvovanje na tak način. A zaenkrat še ne Jože Potrebuješ, ki mu idej za ustvarjanje ne zmanjka. Za mene je muzika še vedno vir tega kulturnega napajanja, ki ga vsak dan uživam in ga ustvarjam, pa televizijske oddaje, pa tako. Mogoče pa v prihodnosti tudi sam pogleda in prisluhne kakšnemu koncertu preko spleta. Nisem se še odločil, mogoče bom kakšen koncert od kakšnega slovenskega glasbenika pogledal, to pa z veseljem. Povsem običajno je, da se časi spreminjajo. Edina stalnica v življenju so prav le-te, spremembe namreč. In nanje se ali navadimo, se jim prilagodimo, ali pa jih enostavno ne sprejmemo.